1% ljudi preko lastništva posredno ali direktno poseduje 99% vseh zemeljskih resursov in bogatstva. Poseduje 98% izvirov pitne vode, naftnih vrtin, naftnih zalog, prehrambene industrije in petrokemije, obvladujejo vsa podjetja z GSO tehnologijo, 99% svetovnih medijev, zabavne industrije, državnih centralnih bank, novodobne visokotehnološke industrije in tako naprej. Zakaj se želijo take svetovne nadvlade? Ja, zato, ker mi živimo v tej dobi, ki se končuje, v dobi denarja. Zato, ker tudi doba denarja se končuje enostavno zato, ker je denar brezvreden papir. In prehod, kot ga napoveduje Oswald Spengler v svoji knjigi Zaton zahoda, je v doba cezarizma. To se že kaže na svetu. Torej, nazaj se iz tega, bi rekel, denarne obsesije, se že postavlja nazaj cezarizem kot koncept vladavine, kot koncept vladarja. Torej, ne bo več pomembna finančna moč, ampak kontrola, ampak nadzor, cezarizem, torej ne bo ena oblast. In tukaj je pa edina veliko obramba ljudi je, da, kot sem rekel, bo šlo za vodo preživeti, ne bo to enostavno. In Manuel Wallerstein napoveduje, da bo prehod ali pa propad kapitalizma trajal nekako 20 do 30 let še, preden se stvar razsuje. Če ne bo kakšen dogodek prihitev, ker to je sistem je kaotičen in je nenapovedljiv, kako se bo dogajalo. Torej, ta prehod bo lahko zelo dramatičen, ne bo pa enostaven. Se pravi, lahko to pelje v nek absolutizem, diktatorstvo? Sigurno bodo poskusi, absolutno bodo poskusi. Jaz sem že govorila o točki črnih dislokacij, ki se nahaja civilizacija. Ali mogočen preskok na nekaj čist novega, pa nov fazni portret sistema, ali bo prišlo pa do razpada. Zdaj, ta nov sistem je pa lahko, če bomo ljudje organizirani, pa samoorganizirani, kot sem govoril, bo lahko ljudje prijazni. Če bo pa razpuščen trop ovc, ki bleja in gleda reality šove, potem lahko pademo v totalitarni režim, ki nima primere v svetovni zgodovini. In lahko pademo v ta, ki se govori novo služenstvo, New World Order, ja. Novi svetovni red, z eno oblastjo, ki vlada celemu svetu. Se to že je. Kdo ima oblast nad informacijami, hrano in bogastvom, je absolutni vladar. Zgodovina nam je že pokazala, kako to zgleda, bi bilo danes kaj drugače. Samo na višjem tehnološkem nivoju se ista stvar ponavlja. In sva že rekla, ta možnost, da se ognemo tej totalitarni nadvladi nad človeštvom, je v bistvu samo to, da stopimo skupaj, se ne pustimo prevladati in da delamo v skupnosti oziroma zgradimo te skupnosti. Jaz bi tako rekel, da če večkrat parafraziram gesla francoske revolucije, če imamo svoboda, enakost, bratstvo, če je svobodo prodajal, zlažno otvaral kapitalizem kot svobodo trga, kot neomejeno tržno svobodo, potem nam je enakost malo zakompliciral komunizem, ko se je deviral, nam ostaja samo še bratstvo med ljudmi, torej, da ne bomo mi človeka videli kot grožnjo, kot konkurenta, ki ga je treba premagati, ampak bomo videli kot človeka, da bomo naredili srečo v srečanju. To nam pa v bistvu že onemogočajo, oziroma nas spravljajo sistemom v tekmovalnost, v nastrojenost. Tako banalna zakon, kot je recimo delo na črno, ki ne bi preprečilo sosedsko pomoč med ljudmi, ne že naravnano v to smer, da se uniči ostanke socialne mreže, ki so še. Se pravi, to sva rekla že, da nekako se lahko ognemo temu absolutizmu, ali lahko to naredimo z bojkotom njihovih izdelkov? Najlažje, torej, če podpiramo lokalno ekonomijo, če ustvarjamo lokalno, tudi sami ustvarjamo lokalno ekonomijo, vključno s tem, da lahko lokalne valute uporabljamo. Se že v Evropi pojavljajo na veliko, vse to je treba storiti, ne samo čakati in gledati v ekran, kaj je na poročilih. Torej gre za aktivno odnos, kajti demokracija, predvsem aktivna stvar.
Mi se moramo aktivirati, ni demokracija, niso samo pravice, ne? Je predvsem odgovornost. Se pravi, bojkotirati njihove izdelke, usmerjanje energije, denarja, pozornosti v prave projekte, prave ljudi iz lokalnega okolja, prepričujemo njihovo popolno oblast, zaščitimo naše interese in javne dobrine, kot so voda, javne dobrine, si prizadevati za spremembo političnega sistema, ukiniti stranke, jih naravno, uveljavljati na vsakem koraku neposredno demokracijo, ker to se da ne. Se pravi, in pa jaz mislim, da dosti pomemben je tudi, zelo pomemben je, da človeštvo najde to ravnotežje z naravo. Stalna rast naše ekonomije ni trajnostna rešitev, je zabloda. Ne moramo trošiti hitreje in porabiti več, kot lahko proizvedemo, oziroma kot lahko recikliramo in več, kot ponuja narava. Politiki nam polnijo glave z gospodarsko rastjo, ker je kapitalizem in obstoječi sistem brez stalne, neskončne rasti mrtev. Je res to, kar potrebujemo? Nam lahko predstaviš model stacionarne ekonomije, ki si jo prej rečemo omenil, pa kako začeti kar pri sebi in stopati iz te potrošniške manije? Analiza, ki se je delala recimo v ZDA, je pokazala, da prečno en zahoden človek potrebuje za zelo kvalitetno preživeti več kot 150 artiklov. Če je 101, pa misel 2 pa srajca, 3 pa, ne vem, kot ne odpušti pa računalnik, pa avto, pa karkoli malo, več kot 150. Če gremo na supermarket, je artikl 30,000 različnih. Čemu ta hiperprodukcija? Kdo stoji za to hiperprodukcijo? Kakšna je posledica ta hiperprodukcija? A smo res bolj srečni, če tavamo po tistih neskončnih ulicah iluzije obilja, te iluzije rajskega vrta, materialnega, neduhovnega, in mečemo neskončne količine nekega blaga noter, ob tem smo nekaj frustrirani, ker ne moramo vsega imeti, kar hočemo. In si nekaj prizadevamo, da bi konkurenčni, da bi imeli še več, da bi lahko pa še več imeli, in tako vemo, da nikoli ne bomo imeti vsega. Na koncu koncev je, kot ljudstvo pravi, tisti grob ali pa žara je toliko velik in nosi sam pepel človeka ali pa trupla v rakvi po koncu. Torej vidimo, da vsa ta naprezanja z obsesija, ta obsesija z materialnim, čisto skega na zdravo pamet. Mi moramo presvojati, kaj potrebujemo res za kvalitetno življenje. In se pa več na tem živeti. In to ustvariti na neki lokalni ekonomiji čim več je možno. High-tech izdelke pač kupiti na svetovnem trgu. Edino nekaj. Na poslednji Sloveniji je izplačal nek silovit tehnološki razvoj, ne vem kakšnih kompjuterov, ki ni potrebno, da gospodava, ampak za osnovno preživetje moramo sami producirati. To je bistveno. In na tem svetu je dovolj za skromnega, v tem smislu, da za novega potrošnika ne vem, če bo 3 planeti dost. Zdaj, če nekdo misli, da bomo pa pobegnili najbogatejši na drug planet, da bomo tam rošili, se bomo tudi tisti planet uničili s to filozofijo. To je beg pred realnostjo. Ne, to ni beg, to je še ena blodna. Zabloda. To je blodna. Mi imamo edini en planet, ki imamo, ki je tam ta modri safir v tem vesolju, ki je rajski vrt, a mi ga bo zdaj uničili, zato ker da bo dopustili, da tisti procent uniči. Vse smo normalni, a smo še prištevni. Tako da mislim, da je skrajni cajt, da človek vzame svojo usodo v svoje roke in v imenu naših otrok, ki nima imene pravilne možnosti, karkoli odločati, bodo pa žrtve teh norosti. Če svoje imenu, ne dajmo vse imenu otrok, ustaviti to norost in postavljati svet, ki bo pomeri človeka. Kaj še lahko naredimo za našo svobodo? Je to vse pisala zdaj, ali je še kakšna stvar? Težko je govoriti o svobodi. Svoboda je na toliko interpretacij. Jaz mislim, da je najvišja oblika svobode, ki nam ne more ven ukrst, ampak to je bolj tolarno kot resnica, je ta duhovna svoboda, na katero smo vsi pozabili. To je
svoboda kreativnosti, svoboda ustvarjalnosti. Ne? In mi nismo samo tehnično-tehnološki racionalni ki je kompetitiven, ki mora biti agresiven, ki je uničevala, ki je samodestruktiven in tako naprej. Mi moramo razvijati predvsem ravnovesnost tega svojega notranjega človeka, ne? Duhovno moč človeka, ne? Intuicijo, čustveno in čutno inteligenco in zbalansirati to, ker ti človek je sposoben prečudovitih dejanj. Pogledamo mi kakšno poezijo ali pa literaturo imamo, glasbena velika dela, karkoli od tega, slikarska dela, ne, in tako. Mene pa sposoben brezdušnega barbarstva in zločinov, ne. Ta duhovni človek je zanemarjen, je potolčen, ne, je zatrt, ne, smo ga izgnali iz šol in tako naprej, ne. Zato, ker je ta prevlada denarja, ki se zdaj končuje, je bila tako močna, da je v bistvu odstranila umetnost iz življenja in jo degradirala na nivo neke pop-kulture. Ne. To je instant, to je nadomestek. Mi živimo v neki družbi samih nadomestkov. Nimamo žive hrane, imamo nadomestek za hrane. Nimamo kreativnega življenja, imamo kvazi kreativnost v nekih reality showih in tako naprej. Skratka, totalna degradacija človeka z veliko začetnico in me se ta civilizacija gabi, meni na burko nekaj to gledam in sem vesel, da vedno več mladih isto misli.